Med mejniki v razvoju bolidov Formule 1 ima prav posebno mesto Brabham BT49. Bolid izmed vseh tistih znanih Brabhamov, katerega se ne pogosto omenja, a je ključen v razvoju kompletne Formule 1 in vpliv, ki ga je imel, nekako čutimo lahko še danes v sodobni Formuli 1. Vse se je začelo malce bolj po naključju, ko je Bernie Ecclestone sprevidel, da tista pogodba z Alfa Romeo nima več prihodnosti. Namreč konec 70-ih let so pri ekipi Brabham imeli ekskluzivno pogodbo, podobno tovarniški ekipi za motorje Alfa Romeo. A Alfa Romeo je prišla v Formulo 1 s svojo tovarniško ekipo in kar hitro je postalo jasno, da s tem statusom tovarniške ekipe pri Brabhamu ne bo dosti več prihodnosti. Sredi sezone 1979 se je Ecclestone odločil prekiniti pogodbo z Alfa Romeo, poklical je Gordona Murraya, svojega genialnega glavnega inženirja, ter mu naročil, da kar se da hitro izdela bolid, kateri bo deloval na Cosworthu DFV, tistemu motorju, ki je bil vsakomur dostopen. Gordon Murray je skočil v zrak od sreče. Njegova izjava je, da ko je slišal to novico, da bo zopet delal s Cosworthom DFV, je bilo kot da bi šel na počitnice. V samih 6 tednih je izdelal Brabham BT49, od projekta do prvih šasi. In te šasije so res bile nazunaj podobne predhodniku BT48, no delile so tudi marsikak del, a ni važno, v konceptu so bile bistveno različne. Zavedati se moramo, da Alfa Romeo je takrat imela 180-stopinjski kot med vali in 12-valjni motor. Cosworth, kot je znano, kot 90 stopinj, pa v 8 bistveno bolj kompakten, bolj kratek motor in tudi rezervoar za gorivo zaradi Coswortha DFV je bil posledično manjši. Iz 205 litrov so šli na 173 litrov, kar precej manj. A kljub vsemu Brabham BT49 bistveno daljši bolid. Bistveno daljši bolid zaradi tega, da je imel daljše dno, spomnimo se, smo v polni eri bolidov s talnim efektom. In zaradi tega, ker je imel daljše dno, je bil tudi talni efekt večji. Praktično cel aerodinamični oprijem bolida je izviral iz dna. Vidimo na fotografijah, da na ogromno posnetkih sploh prednjih profilov ni imel Brabham BT49, tisti zadnji pa je bil bolj simboličen, bolj zato, da so imeli kak napis pokroviteljev gor. No, že na prvi dirki veliki nagradi Kanade 79. je bolid povzročil senzacijo, namreč Niki Lauda je vozil ta bolid samo na prostih treningih, nato pravzaprav v stilu Nikija sporočil Bernieu Ecclestoneu, da ima malce preveč dela s svojo letalsko družbo in da bo kar zaključil kariero v Formuli 1. Mnogi pravijo, da je bila to samo zaradi konkurence, ki jo je videl v Nelsonu Piquetu, kateri je bil že od prve dirke s tem bolidom izjemno konkurenčen. A glavni potencial tega bolida je viden šele naslednje leto, seveda 79. so nastopili samo na dveh. Leta 1980, ko smo imeli možnost videti Brabham BT49B. In razlika je bila v tem, da so mu zamenjali menjalnik. Pri Wisemanu v Združenih državah Amerike so naročili prav poseben transverzalen menjalnik, kateri je bil počez, ne podolg montiran na zadek DFV-ja in je omogočal, da so bile te vzmeti pa blažilci zadnjega vpetja za menjalnikom na zelo aerodinamično učinkovitem mestu. No, Nelson Piquet je bil že v tisti sezoni drugi na koncu v skupnem seštevku, a to ni bilo še vse. Leta 1981 so pokazali BT49C, kateri je znan v Formuli 1 po eni zadevi. Eni stvari, po katerim mnogi še danes se čudijo, kako je bilo možno. Namreč ta bolid je imel hidropnevmatsko vzmetenje. Nič kaj takega videno že pri avtomobilih, a to hidropnevmatsko vzmetenje na Brabhamu je delovalo na prav poseben način. Namreč, ko je bil bolid parkiran v boksih, je držalo karoserijo, šasijo dvignjeno od tal. Toliko dvignjeno, kot so veljevala pravila v tistem trenutku. Ampak, ko je bolid, ko je izšel iz boksov, dosegel določeno hitrost, se je to hidropnevmatsko vzmetenje spustilo in približalo bolid tlem in tako povečalo tisti aerodinamični oprijem, tisti talni efekt.
Mnogi boste rekli, da je bila to kršitev pravil. Ne, takrat v pravilniku je lepo pisalo, da se mora bolid meriti samo, kadar je ustavljen, kar se dogaja na progi, ni smelo nikogar brigati. In Gordon Murray, ta genij, je spoznal tudi to zanko, kako ukriviti malce pravila. 81. je bil Piquet, z njim tudi svetovni prvak. Premagal je Reutemana na Williamsu in tako se prvikrat vpisal v zgodovino tistih največjih. A zgodovine z BT49 tudi še ni konec. V sezonah 80 in 81 je obstajal tudi Brabham BT49T, T kot turbo. To je bila mula za tisti turbomotor BMW, katerega so pri Brabamu uporabljali v naslednjih sezonah. Seveda, bolid ni bil primeren za dirke v svetovnem prvenstvu, a bil je nekakšna testna miza za ta tip pogona. In tudi v sezoni 82, ko so začeli uporabljati na polno motorje turbo BMW, so še zmeraj v nekaj dirkah uporabljali Cosworth DFV z Brabhamom BT49D. In tudi tu je zanimiva zgodba. Namreč ne smemo pozabiti, Nelson Piquet, prvi voznik, Riccardo Patrese, drugi voznik. In vsi bi si danes predstavljali, da sta imela oba na vseh dirkah enaka bolida. Ni res, na mnogih dirkah je imel Patrese to staro izpeljanko, medtem ko Piquet tisto novo z motorjem BMW. In še nekaj drugega. Leta 82 na BT49D so imeli nek zanimiv sistem, kateri je bil spet rahlo kontroverzen, namreč vodno hlajene zavore. In seveda, vodno hlajene zavore se boste vsi vprašali, zakaj. Namreč takrat v sezonah 81 in 82 prav na Brabhamu so imeli vse dirke v sezoni že tako imenovane zavore z ogljikovih vlaken, pravzaprav take, kot jih poznamo danes, te ne rabijo nobenega hlajenja. No, takrat je pravilnik dovoljeval oziroma ni prepovedoval tega, da bi imeli zavore, ki bi bile hlajene vodno, a ni šlo za nobeno hlajenje. V bistvu tisto tekočino, ki so jo imeli zahladiti, so takoj po prvem krogu spustili, tako znižali tisto težo bolida. Bolid je bil pod regularno težo vso dirko. Na koncu, ko je prišlo na vrsto tehtanje, pa je pravilnik dovoljeval, da so spet to tekočino natočili noter. In seveda, kljub temu, da je bilo vse po pravilih, je bil bolid pod težo. In tudi leta 82 je Patrese v Monaku dosegel tisto fantastično, neverjetno zmago s tem bolidom. To je bila tudi zadnja zmaga za ta fantastičen bolid. Bolid, ki je bil pojem enostavnosti, sistemi, ki so bili na njim, sploh niso bili komplicirani. Šasija je bila na začetku še zmeraj školjka z aluminijastih plošč, katere so na koncu že začeli zamenjevati v določenih delih z ogljikovimi vlakni, a v bistvu neka oda preproščine. Preprost bolid, ampak vse je delovalo. In videli smo, kako nek projekt začasen, ki je nastal samo v 6 tednih, je lahko vztrajal na progah kar 4 sezone, dosegel naslov svetovnega prvaka med vozniki in se vpisal v zgodovino vse Formule 1 kot eden izmed najbolj zanimivih in tehnično naprednih projektov. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.